Pred 15 leti je bil sprejet zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Gluhim ta zakon zagotavlja pravico do sporazumevanja z znakovnim jezikom v vseh življenjskih okoliščinah in situacijah. To pravico uveljavljajo s pomočjo tolmačev. Državni zbor je ta zakon razglasil 14. novembra. V počastitev 15-letnice tega dogodka in vseh drugih dosežkov za gluhe Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije do 14. novembra načrtuje številne aktivnosti. Prva je bil slavnostni dogodek, na katerem so se zbrali pisci besedila zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Nam bo spregovorila gospa Stanka Tuta, tedanja direktorica direktorata na Ministrstvu za delo in članica delovne skupine za pripravo zakona. Skupaj z Jasno Bauman, Meri Moderndorfer in tedanjim sekretarjem zveze Aljošo Redžepovič so zgradili temelje te življenjsko pomembne pravice za nas gluhe. Je prav, da se usmerimo tudi v prihodnost. Zakon je zelo dober, odličen in dobro bi bilo, da bi ta zakon ne poznali samo gluhi, ampak tudi drugi, ki odločajo o drugih pravicah. To je namreč edini zakon, napisan zelo sodobno, zelo inovativno za tiste čase, ki je uvedel pravico do individualnega financiranja. Osnutek zakona je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije oddala na resorno ministrstvo že leta 1996, vendar v tistem času ni bilo politične volje za njegovo uveljavitev. Do premika je prišlo, ko je postal minister za delo Vlado Dimovski in potrdil umestitev zakona v program dela vlade. Ker se je zavedal, da je to zelo pomemben zakon, zelo civilizacijsko pomemben zakon za uveljavljanje človekovih pravic, s tem, da je res ni zajel zelo velikega števila ljudi, kar je bila včasih politično problematično. Z zakonom je država tudi uradno priznala znakovni jezik kot naravni jezik gluhih. Kar v tistem času ni bilo samoumevno in niti strokovna javnost glede tega ni bila enotna. Šele po sprejemu zakona se je začela standardizacija znakovnega jezika in nastali so tudi prvi slovarji. S tem zakonom pravzaprav uvedli poklic tolmača, tudi pogoje za pridobitev tega poklica s certifikatom. Država je tudi v drugih zakonih uredila pravice oseb z okvaro sluha. Eden pomembnejših je zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil sprejet leta 2010. 2 leti kasneje so sprejeli še pravilnik o tehničnih pripomočkih. Klicni center še naprej dobro funkcionira, da imamo danes 46 registriranih tolmačev, približno 2500 različnih klicev ali pomoči letno se naslovi na ta center in približno 1000 uporabnikov oziroma uporabnic uporablja ta center. Sekretar zveze Matjaž Juhart je opozoril, da ostaja neurejeno področje financiranja razvoja slovenskega znakovnega jezika, ki je že vsa leta prepuščen invalidski organizaciji, kar pa v tujini ni običajna praksa. Da njihov Center za razvoj znakovnega jezika deluje strokovno, dokazuje tudi dejstvo, da je center registriran pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost. Učinkovito delovanje pa se odraža s pripravo približno 10 000 standardiziranih kreten, ki so uporabnikom na voljo v spletnem slovarju. Danes je eden močnejših programov na nacionalni ravni in vsekakor so zametki. Danes imamo 2 skupini za razvoj, ena dela na slovarju, druga dela pa na učbenikih, slovnici. Znakovni jezik pa kljub napredku ni enakopraven govorjenemu jeziku, zato bo uspešno inkluzijo gluhih na vseh vertikalah izobraževanja
treba še doseči. Zgled s svojo dostopnostjo daje tudi Državni zbor, je med drugim povedal predsednik Državnega zbora in slavnostni govornik na tem dogodku dr. Milan Brglez. Pri vsakdanjem delu trudimo, da bi bili vključujoči za prav vse državljanke in državljane, da bi imeli posluh tudi za invalide, torej tudi za gluhe in naglušne. Tako je za ljudi, ki ne slišijo, v Državnem zboru po predhodnem dogovoru zagotovljen tolmač v znakovni jezik. Na balkonu za obiskovalce je od leta 2009 nameščena slušna indukcijska zanka. V drugih prostorih pa je mogoča aktivacija FM sistema, prav tako pa so tudi vse slavnostne seje tolmačene v znakovni jezik. Kljub vsem prizadevanjem je bilo doseženega veliko napredka, vseeno pa na tem področju delo še ni končano. Kot kaže, bo potrebnega še veliko časa in naporov, da bo naša družba bolj sprejemajoča in odprta za drugačnost. In preden bo med državljani prevladalo prepričanje ter zavedanje, da je tudi gluh ali naglušen enakopraven človek in dragocen del naše družbe.